Vsak kristjan, katerakoli je njegova poklicanost, mora znati vedno odpustiti. Obenem ne sme nikoli pohujšati, kajti pohujšanje uničuje vero. Tako je zatrdil papež Frančišek, ko je razlagal Božjo besedo v homiliji med jutranjo mašo v domu svete Marte 10. novembra. Najprej se je zaustavil ob evangeljskih besedah, da bi bilo za tistega, ki pohujša, bolje, da mu obesijo mlinski kamen na vrat in ga vržejo v morje. Jezus rajši kot katerekoli bolj osladen izraz izbere to surovo podobo. Papež Frančišek je izhajajoč iz tega odlomka izpostavil 3 ključne besede: pohujšanje, odpuščanje in vera. Gorje tistemu, ki pohujša, odločno zatrjuje Kristus. Sveti Pavel pa v pismu Titu daje natančne smernice glede duhovnikovega načina življenja. Ne sme biti nasilen, biti mora zmeren ali z eno besedo brezhiben. To pomeni, da je popolnoma v nasprotju s pohujšanjem. Enako velja za vse kristjane, je dodal sveti oče. Pohujšanje pomeni izpovedovati en način življenja, sem kristjan, nato pa živeti kot pogan, ki ne veruje ničesar. To je pohujšanje, ker pri tem ni pričevanja. Izpovedovati vero predstavlja življenje, ki se živi. Kadar nek kristjan ali kristjanka, ki hodi v cerkev, v župnijo, ne živi tako, pohujšuje. Kolikokrat smo že slišali ljudi reči, je spomnil papež, da ne gredo v cerkev, ker je bolje biti pošten in ostati doma. Tako niso kot tisti, ki sicer gredo v cerkev, a na to delajo po svoje. Pohujšanje uničuje vero, zato je Jezus tako oster. Pazite, pazite. Papež Frančišek je spodbudil, da bi danes ponovili te Jezusove besede. Pazite nase. Vsi smo namreč sposobni pohujševati, je dejal papež Frančišek.